Svojo tekmo šestega kroga prve slovenske nogometne lige sta na stadionu ob jezeru odigrali ekipi velenjskega Rudarja in novomeške Krke. Nogometaši Rudarja letošnje sezone niso začeli najbolje, potem ko so najprej izpadli v Evropi, tudi v državnem prvenstvu pa jim nikakor ne steče. V prvih 5 krogih so zabeležili zgolj 3 točke. Z enakim izkupičkom se lahko pohvalijo tudi novomeški nogometaši, ki so tokrat krenili odločno v boj za drugo zmago. In v 9. minuti srečanja so tudi prišli do vodstva z 1:0. Fuček je najprej lepo našel Šabana, ki je podal na desno stran, kjer je Kramarič takole žogo brez težav v prazno mrežo in gostujoče nogometaše povedal vodstvo z 1:0. Res lepa akcija novomeških nogometašev. Zadetek pa je dal Dolenjcem krila, tako so zgolj nekaj trenutkov kasneje prišli do nove lepe priložnosti, a je bil tokrat po strelu Fučka vratar Rozman na pravem mestu in je brez težav ukrotil tole žogo. V 17. minuti srečanja pa prva velenjska priložnost. Podaja Črniča na desno stran, Klinar je ustrelil s prve, a je bil na pravem mestu vratar gostov. Potem pa ob izteku igralnega časa v prvem delu. Najprej je poizkušal Šaban s kakih 20 metrov, a je bil Rozman dovolj dobro pripravljen. V sodnikovem podaljšku pa smo videli še poizkus Klinarja, ko je žoga za las švignila mimo vratnice. V drugem delu pa je bilo pestro. 3-krat se je zatresla dolenjska mreža. Prvič že po 5 minutah nadaljevanja, lepa akcija, Radujko je podal do Kociča, slednji pa je z visoko žogo našel Firerja, občasni slovenski reprezentant pa je takole zadev za izenačenje na 1:1. Velenjčani so bili odločeni, da pripravijo popoln preobrat. Klinar je žogo poslal v sredino, Firer pa jo je podaljšal do Jeliča, ki je iz ugodnega položaja streljal, a bil nenatančen. Še bližje zadetku so bili velenjski knapi zgolj 3 minute kasneje, ko je po podaji Firerja Kocič z glavo zadel prečko. Novomeški nogometaši so potem le strelu uspeli žogo odbiti v kot, a ravno potem so prejeli zadetek. Redko videna napaka vratarja Obradoviča. Po gneči in nespretnosti v kazenskem prostoru pa se je najbolje zanašal domači branilec Bovha in zadev za velenjsko vodstvo z 2:1. V 66. minuti srečanja pa je Dialo grdo posredoval in napravil prekršek za rdeči karton. Takole je štartal na Kociča in si prislužil pot v slačilnico. Novomeščani so imeli na to nekaj trenutkov kasneje priložnost za izenačenje. Za strel z velike razdalje se je odločil Kramar, a je bil vratar Rozman na pravem mestu. V 79. minuti srečanja pa je bila usoda gostov zapečatena. Po podaji Kociča je Klinar z kakšnih 7 metrov silovito streljal in zadev za 3:1. Po tem zadetku so dolenjski nogometaši vedeli, da domov odhajajo brez točk, a tudi brez 2 kaznovanih nogometašev. Žižic je zaradi tega posredovanja prislužil drugi rumeni karton in Dolenjci so srečanje končali zgolj z 9 nogometašev. Zabeležili pa smo še eno akcijo. V 88. minuti srečanja je Saramati poizkušal z razdalje, a je bil Obradovič na pravem mestu in ostalo je pri velenjski zmagi s 3:1. Šele druga zmaga Rudarja v letošnji sezoni in že 5. poraz novomeške Krke. Tekmo smo začeli čisto kontra tista, kar smo se zmenili v slačilnici. Ni nam šlo, nismo prišli nekaj do strelov, nasprotnik je dobro stal, zožano, ampak drugi polčas smo se zmenili za pa dosti in moramo vzeti riziko, se pobrati in če hočemo zmagati, moramo dati gol. Ja, zaslužena zmaga igralcev Rudarja, ki so izkoristili našo neodločno, predvsem pa premalo pogumno igro in svojo agresivnostjo so nas prisilili v to, da smo naredili preveč individualnih napak. V drugem delu pa si privoščili še izredno neodgovorno igro z 2 izključitvama in Rudar je vse to izkoristil in zasluženo zmagal. Nam pa preostane ogromno dela
na tem, da bomo popravili našo igro, predvsem pa na tem področju, da bomo tudi v psihološkem smislu moštvo dvignili do nivoja, da bomo začeli nabirati točke, kajti prvenstvo prihaja v tisto pravo obdobje, mi pa smo še vedno samo na eni zmagi, kar je premalo in v vsakem primeru bomo morali tudi nekaj spremeniti, zato da bo naš položaj na lestvici boljši, kot je v tem trenutku.